Pa jaz moram reči, da kadar sem jezna, se večkrat počutim zelo v redu. Kopati po sebi je včasih tudi zelo težko pa naporno. Začelo se je govoriti o čustvih, vprašanje je pa, koliko se jih je začelo čutiti. Ko mi je enkrat ena učiteljica rekla, lahko jokaš, sem prav čutila olajšanje. A ne, ker tudi da ti jokaš, pomeni, da si ranljiv. Moraš imeti odprto srce. Če mi pri sebi tega ne razumemo, kako bomo potem pri otroku to razumeli? Kako bomo otroka naučili, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ? Nina, lepo pozdravljena. Zelo me veseli, da si se ponovno odzvala vabilu in da si gostja. Poslušam vse podcaste. Najina prva epizoda je požela zelo veliko poslušanj in odziva. In bi te pa najprej na začetku vprašala, kaj je tvoja prva asociacija na besedno zvezo poslušam se? Moja prva asociacija. V bistvu vprašanje, ali se sam poslušam, a se potem tudi upoštevam. Okay. Ker eno je slišati, drugo je pa potem temu slediti. Zelo dober. Pa tudi razmislek samemu sebi nam, ali pač uspemo to tudi pol zrealizirati oziroma upoštevati, temu slediti. Ja. Po poklicu, zdaj bom pa kar osebno nate preskočila. Po poklicu si diplomirana medicinska sestra, zdravnica, kot rada poudariš, pa veliko daš predvsem na preventivo. In me pa zanima, kaj te v bistvu z teh zanimanj še dodatno preusmerili, ker zadnja leta se zelo veliko izobražuješ, veliko časa in financ nameniš v bistvu razvoju, pač raziskovanju celostnega razvoja otroka, zavestnega starševstva. Katero spoznanje te v bistvu, ali te kakšno spoznanje, kaj te v bistvu vodilo na to pot? Tako, v bistvu iz dveh strani je šla ta pot. Na eni strani je bila osebna stiska, se pravi, po rojstvu drugega otroka je ratalo zelo pestro, takrat je bilo tisto prvo COVID zaprtje, se pravi, socialna izolacija, kup nekih novih stvari in se pravi, na eni strani dojenček, ki je imel popolnoma drugačen bioritem od mene in na drugi strani malček z vsemi izzivi, ki jih malček prinese zraven. In tako da sem pol začela raziskovati to, kako jaz lahko do večera pridem v stanju, da se zvečer lahko toliko sprostim, da dobro zaspim. In na eni strani pa se pravi, kako se malček razvija, kako lahko njega podprem pri vsemu tomu, kar se mu zdaj dogaja. Se pravi, in njegov razvoj in hkrati to, da je pač ni več edinec. In na eni točki se je to dvojno združilo. Ko je meni klikano, pač ti izzivi, ki jih imam zdaj, so pa povezani tudi s tem, kaj se je meni dogajalo v otroštvu. Tako da kadar je pa to klikano, pol je bilo pa to je pač ta preventiva, da res pogledamo na to, kako zgodnje izkušnje vplivajo dolgoročno na to, kako človek deluje. To. Nas v bistvu včasih podzavedno oblikujejo, res je. Včasih se še zavedamo, koliko imajo tega vpliva. Super. Kako si se pa potem lotila tega raziskovanja, kjer so bila tista glavna izobraževanja, ki so te najbolj potegnila, posrkala, se ti zdela najbolj pisana na te v bistvu? Začela sem z dr. Šefalica Bari, ker mi je bil ta pristop všeč, se pravi, da se osredotočimo na starša, ne na otroka. Ne, da mi začnemo neko bitje, ki je ravno kar prišlo na ta svet, ali pa ima mogoče, 2-3 leta življenjskih izkušenj, mi hočemo zdaj to bitje oblikovati, pa ga popravljati, pa neki. Ne, dajmo pogledati, kako se mi lahko bolj podporno odzivamo, kako lahko mi na otrokovo vedenje pogledamo z drugega zornega kota, a je mogoče kaj, kar nam sporoča, pa mi ne slišimo, povezano s tem vedenjem. Tako da to mi je zelo blizu, da je osredotočenost na to, kako mi gledamo na otroka, ne pa to, kako bi lahko mi njega spremenili. Kako naša dejanja vplivajo na to, kako se pol otrok spet nazaj odziva. Tako da to je nekaj, kar mi je bilo zelo blizak. Veliko vpliva name tudi delo doktorja
dr. Gordona Newfielda. Je tak Kaj ima velik tole vpliv. knjigo, Otroci nas potrebujejo. Ja, to je skupaj z Gabor Matejem Tako. napisal, ne. Tako da to, seveda pa ne moramo zanemariti to, da name vpliva to, da sem v procesu izobraževanja za telesno usmerjeno psihoterapijo, ker tam so pa izkušnje in te izkušnje zelo osmislijo vso teorijo, ki jo pridobivam skozi druga izobraževanja, na koncu te izkušnje povežejo v celoto. Ko pa nekaj doživiš, pa rečeš, ok, to je to. Ja. In takrat tudi, če ne bi imela odzadaj vse teorije, bi ta izkušnja bila še vedno enako vredna, zaradi tega, ker je moja, ker je meni jasno, jo pa lahko pač zaradi vse teorijo, ki jo imam, jo pa lažje mogoče ubesedam, a pa mogoče lažje spravim v neko zgoščeno obliko, da lahko tudi komu drugmu ta izkušnja pride prav. Ja, lažje tako besedaš, razložiš, predaš naprej. Tako spravim v neko praktično obliko, aplikativno obliko, da ne ostane v nasprotju s tem sam z nekim teoretiziranjem, ali pa zgolj kot moja izkušnja, ki je, ja, tako sem se počutila, to pa je to. Ja, hvala za to delitev. V bistvu tako, pa prideš na to res, da telo pa izkušnje telesne so zelo, tudi jaz vidim pri sebi, telo si zapomne določene travme in reagira včasih tako, ker je že mislim, to imam pa razčiščen, pa po telesu vidim, še imam za delati na sebi. Določene stvari. Super, hvala. Ja, današnja tema bo, pri prvi epizodi sva se pogovarjali, kako v bistvu postaviti meje, predvsem otroku, v tem primeru, da ohranimo tak povezan odnos. Današnja tema pa bodo pa predvsem čustva in to čustvene potrebe otrok. In se mi zdi, da te dve temi se zelo tudi prepletata med sabo. Pa zelo sta obe, se mi zdi, pač prisotni v vsakdanjem življenju, no. Pač vsak dan postavljamo meje in vsak dan pač čutimo, koliko si pa pač, koliko pa znamo to mogoče regulirati, oziroma boš pa pol tudi ti več povedala, no, kakšne so tvoje opažanja. Znanja in informacij na tem področju se mi zdi, da je več, v praksi nam pa še pač po mojih lastnih izkušnjah in opažanjih še kar zaškripa. Ja, lepo so povezane, ne? Pač meje pa čustva. Na eni strani, kadar otrok doživlja neka čustva in jih izraža na svoj način, na tak način, kot zmore, potem mi postavljamo meje, kaj sme pa kaj ne sme, kaj dovolimo pa kaj mu ne dovolimo. Na drugi strani pa, kadar mi postavimo že neko mejo, rečemo, ne vem, tega ne dovolim, pa on spet začne doživljati čustva in pol spet mi postavljamo meje in je res je tako prepleteno, no, eno z drugim. Se mi zdi, da gledati na postavljanje mej brez zraven čustvene regulacije je težko. Ker manjka, pač en del manjka, ne. Smo v bistvu pol pridemo do tiste neke stroge vzgoje brez podpore. Če sam postavimo mejo, pa se pa čustveno zapremo. Tako da je to. In ja, vedno več se govori o čustvih in je to. Začelo se je govoriti o čustvih, vprašanje je pa, koliko se jih je začelo čutiti. To je dobro. Ker to se mi zdi, da hitro lahko pač se zatečemo, ker že nekaj čutimo, recimo v telesu ali pa pol tudi, da se včasih pol takrat zatečemo ali ne vem, v mobitel ali karkoli, da ne bi, če res močno intenzivno čustvo, da ga ne bi občutili ali pa ne vem, lahko tudi kakšne substance ali karkoli, ne. Tako da ja, se mi zdi, da je pač meni res se mi zdi zelo pomembno, da govorimo o čustvih in tudi mogoče delamo pol, da probamo v prakso, kar se mi zdi, da je pri tebi tudi zelo pomemben del tega. Super. Ko sem bila še v gimnaziji, če pač navežem malo na lastno izkušnjo, smo čustva takrat, pa zdaj že kar nekaj let od tega, delili na, takrat še, na pozitivna, negativna, in se mi zdi, da je ta pač klasifikacija
mi je bilo tako že takrat malo v breme, mi je bilo pač malo tako težko pol, ker sem čutila ful močno jezo ali pa ful velikrat sem bila žalostna in tako sem ful čutila eno breme, ok, zdaj jaz doživljam eno, to ne bi smela doživljati, doživljam eno negativno, pač v narekovajih negativno čustvo in tako mi je bilo ful, ker mi je enkrat ena učiteljica rekla, lahko joka, sem prav čutila olajšanje, lahko joka mi to po mojem je, ne vem, sem bila ene 10-12 let stara in se prav spomnim tega občutka, dala mi je dovoljenje, lahko jokaš. In tako, pač tisto, pa saj sem velika, ampak tako, no, tiste, se mi zdi zdajšnja, pač, da smo bolj pozorni tudi na to, kako čustva, pač kako jih opišemo z besedami, se mi zdi vsem tudi pomembno, no, da jim damo prostor, da tako pokažemo. Ti uporabljaš, sem večkrat zasledila to, kar meni tudi blizu, prijetna, neprijetna, oziroma boš sama povedala, kaj je tebi blizu, oziroma kako ti to gledaš na to. Ja, to, kot si rekla, ne, se pravi, da pozitivna pa negativna jih že tako zelo popredalčkamo. In vsi v bistvu prijetna pa neprijetna jih tudi že takoj označimo, da je lahko nekaj prijetno ali pa neprijetno. In vidim, da se jezo velikokrat kot neko neprijetno čustvo označi. Pa jaz moram reči, da kadar sem jezna, se večkrat počutim zelo v redu. Ker točno vem, kaj me moti, vem, kaj bi rada uredila, kaj bi rada spremenila in če tu zmorem, da je v mojem dosegu, je ta jeza pri meni dobrodošla, ker tako, zdaj bom pa to zrihtala. In mi ni neprijetno. Jaz imam takrat občutek čisto jezo. Dobro. A ne? Mogoče je še to, da je lahko vsako čustvo neprijetno, kadar nima prostora. Ti si rekla takrat, ko si občutila žalost in si dobila dovoljenje za jok, čutila si olajšanje. Ja, res tako močno, da se še zdaj spomnim, tako let nazaj. In ni bila na žalost več neprijetna. In če si pa, ne sem prvi pouku bolj imela probleme s tem, da sem se hotela smejati, pa se nisem smejala tako na glas, a sem bila tudi iz razreda zaradi tega parkrat poslana. Tudi veselje in smeh in kot je nekaj smešno, je neprijetno, če moraš zadržati. Oni občutek, ko ti ščiš dol, ne smem. Tako da mogoče pač čustvo postane toliko bolj neprijetno, kadar je zadržano, kadar ga ne smemo, ne zmoremo prosto izražati. Da mogoče to neka taka, en pogled na to. Wow, ful, blizu mi je ta pogled, ja. Pa mogoče tudi vsako pač čustvo ima svoje, pač namen oziroma, tudi pač, če bi šli na pogreb, mislim, ali pa tudi, če ne bi tako, če nam nekdo, ki nam je blizu, umre, je logično in je nekako pač, da čutimo žalost in tako, vsako čustvo ima svoj pač namen in svojo funkcijo. In ja, se mi zdi, da je to, so pač to pomembno, kako pač jih popredalčkamo oziroma kako jih ubesedimo. Ja, ker drugače damo že takoj, tako damo si to breme. To je pa napačno, to pa ni v redu, to je neprijetno, to je negativno, to je pozitivno. In preden sploh imamo to možnost, da bi zares občutili, že spet gremo v misli, že si damo zraven še dodatno, ko bi rekla, breme, še dodatne neprijetne občutke, zato ker zdaj nekaj neprijetnega občutimo, ker tega ne bi smeli. Večkrat vseeno se mi zdi, da je neka taka tiranija sreče, da če nisi pa v redu, da si lahko si zdaj mogoče 5 minut žalostna, ampak pa vseeno naredi nekaj, da boš okej. Ja. Ker če si žalostna, nisi okej. To je kar tako, malo boleče razmišljanje. Pač iz moje perspektive, ja. Ali pa dostikrat slišim in mi kar malo pač hudo nastane, pač še vedno, se mi zdi, jokaš, nisi priden ali pa tako, in se mi zdi take močne izjave in tako. Pa seveda ne vem celotnega konteksta, zakaj je bilo to izrečeno, pa tako da ne sodim, samo pač,
mi je pa kar težko slišati, da jok povezujemo s tem, pač, da nekdo ni ok, tako kot si rekla, ali pa ni priden, ali pa tako, no. Ker pač je logično, da čutimo vsa čustva in je tudi prav pač, da jih, ne pa, da potem pač ostanemo v njih, ampak glih tako, kot si ti rekla lepo, da bolj damo prostor oziroma dovoljenje za to, manj časa smo pol v bistvu v tistem čustvu. Ja. Zanimivo mi je bilo na prvem najinem pogovoru, se mi zdi, mi je zelo ostalo, ali pa ne vem, kaj sem enkrat tebe poslušala, ne vem čisto točno, pač mi je zelo ostalo to, da dostikrat pač, ko postavimo mejo otroku, da recimo pač mu nekaj ne dovolimo, da dostikrat želimo, da potem pride v bistvu do te žalosti in to, in sem pa res začela pač opazovati hčerko in sem prav videla, da pač je res to kaj ena pač olajšanje oziroma pač pride, gre ven se in je res tako, no, se mi zdi, da sem drugače začela to opazovati in videla, da je žalost na koncu koristna, ali kako naj pač se izrazim, boš mogoče znala ti razložiti to. Ja, jaz to razlagam skozi to, da se pravi, otrok nekaj hoče. In to je dobro, on ve, kaj hoče, si to želimo, a ne? Tako. Ali pa ne, če hoče tisto, česar mi ne dovolimo, ne? Polkar naenkrat bi radi, da tega noče in da razume. Ampak, imamo otroka, nekaj si želi in on se je zdaj aktiviral, pač v njem se je zbudila energija, da bo to dosegel. In ne gre, mi smo postavili mejo, z glavo skozi zid ne more in kaj bo zdaj? On ima v sebi ogromno te ene energije, ki si je zadal, da bo spremenil svet. On zdaj tega sveta ne more spremeniti. In zdaj ta naboj mora nekam iti. In ponavadi je najprej to, da pol otrok malo nori, se jezi, in če je dovolj varno, če je lahko dovolj mehak, gre pa pol, ne morem spremeniti sveta, bom spremenil sebe. In kako sebe spremeniš? Skozi jok. Se pravi, se izjokaš, trebušna prepona se premika pri joku, glas gre ven, sprostitev je, skozi solze grejo ven, tudi stresni hormoni gredo skozi solze ven. In pol otrok zadiha. In mi pa že kadar otrok začne, v bistvu začetna jeza oziroma frustracija, ki jo ne more več usmerjati, pa že malo začne noreti, ga mogoče tam začnemo, ko bi rekla, zelo grobo. In pri enih otrocih to deluje, to, da jih pol pahne v jok, pri tistih pa sploh, ki so bolj občutljivi, pa ne. Oni se bojo pa začeli nazaj še bolj ščitati z jezo. Ker tudi, da ti jokaš, pomeni, da si ranljiv. Moraš imeti odprto srce. Če me nekdo zdaj napada, se bom začela braniti. In najverjetneje se bom branila z jezo, še bolj. In pol se na tega otroka še bolj pritiskajo, kaj se pa tako obnašaš, ne smeš tako, grožnje. In ta otrok se še bolj brani pred vsemi temi groznimi občutki, ko mu grozijo, da bo sam, da ne more dobiti iz tega, kar želi. Ker mu je tudi težko občutiti. Če pa eno tako okolje, vem, ti bi to rada. Ja, da v bistvu pač ubesedimo, kaj bi rad, ampak da hkrati postavimo mejo, tega ne moreš, recimo danes ali pa. In da mi zaupamo, da bo to otrok lahko sprejel, da nam ni treba v tistem trenutku postati še bolj grobi. Ker je pa itak velikokrat naš instinkt, kadar imamo občutek, da je otrok nas začel napadati, ko je postal jezen, pa je mogoče začel zmerjati, začne utepsti, nekako izgubil kontrolo nad svojim vedenjem. Pa smo mi, zdaj pa moram nazaj grobo. In občutek, da če ne bomo grobi, da pa nismo meje postavili. Nekako tako se mi zdi, no. In pol ta otrok potem, če se brani nazaj z jezo, potem ne pride do svojih teh ranljivih čustev, ne pride do žalosti, ne pride do tega, da je sebe spremenil, ampak ta energija ostane nekako ujeta v telesu in cel čas malo ven kaplja. Se pravi, bojo ti otroci velikokrat ob zelo majhnih stvareh zelo buren odziv doživeli. Se pravi, spet bolj v ta spekter nekega bolj agresivnega vedenja.
v bistvu se mi zdi, meni je tako zelo pač fino, ker ti pri vseh teh tudi poudarjaš, da mislim, se mi zdi, da vedno oba pola in pač starša in otroka, ne, ker tudi recimo starš je enkrat sposoben pač bolj mirno to prenesti, se manj nazaj braniti ali pa tako, kdaj imamo pa pač smo pa mogoče bolj spočiti ali pa tako. In smo lažje to sposobni držati prostor za otrokova čustva in to mi je zelo všeč, no, da pač poudarjaš, da enkrat smo, da moramo tudi sebe zelo pri tem opazovati, no, kako se mi, a smo danes sposobni ali ali čutim tudi jaz kakšno jezo ali pa ali mi je vroče, ali sem tudi jaz lačna, ali bom zdržala to, pa da je mogoče se tudi na to pač prilagajamo. Ja, to, kar si rekla, mogoče to celo sliko, ne, ki si rekla, da veš, a si lačna, a si spočita, koliko hitiš, a ti je uspelo iti na WC. In da to so neke take osnove, ki so za nas osnove in za otroka osnove. In da zelo hitro, kadar pridemo do čustev, se gremo mi pogovarjati o tem, kaj pa narediti, kadar ima otrok čustveni izbruh. In zelo premalo pa se ukvarjamo s tem, kaj pa narediti, da smo mi čez dan okej. A ne, kaj lahko jaz naredim, da bo večja možnost, da bom zdržala otrokov čustveni izbruh. Kako jaz zase poskrbim, da sem približno naspana, sita, da nisem žejna, da sem šla na WC, da imam dovolj gibanja, take stvari. A ne? Ne samo, da si nalagam, zdaj moram, kadar ima otrok čustveni izbruh, reči točno te stvari in potem bo boljše in poimenovati čustva in ne vem, kaj še vse si napletemo v glavi. A ne? In hkrati, da tudi na otroka gledamo na ta način, da če je on trenutno v slabi koži, ker se ga mogoče loteva prehlad, je imel zelo naporen dan, smo leteli z ene dejavnosti na drugo. Da zdaj, če je on ven padel zaradi neke stvari, ki se nam zdi malenkost, mogoče pa je padel ven zato, ker se je vse že prej nalagalo. In da če imamo tega res veliko, da pogledamo malo svoje življenje, pa se vprašamo, kaj bi lahko mogoče ven dali, da sploh dobimo ta prostor pa čas za čustva. Ja, res je. Res je. To je v bistvu fiziološke potrebe, pa malčki, pač se mi zdi, da kdaj mi pričakujemo, da bojo kar znali izraziti, povedati, ja, mama, lačen sem. Ja. Sej s časoma, ne, se z veliko vaje, pa mogoče tudi, ko se oni dobro pač počutijo, tudi izrazijo kdaj, ampak malčki običajno pač na druge načine povedo, a ne, da neki, da jim pač eno fiziološko potrebo ali karkoli, ali pa to, kar si rekla, da je bil pač prenaporen dan, ali pa mogoče premalo povezanosti v tistem dnevu z nami, ali pa pač karkoli tazga. Ja, in da včasih se mi zdi, da imamo kar visoka pričakovanja do otrok, pa še se mi zdi, da še nam kdaj, pač saj je po lastnih izkušnjah, da še mi kdaj tako, bi rekla, lahko v narekovajih pademo ven ali pa tako, ker nam pač imamo eno pač bi rekla, ker imamo tudi mi naporen dan ali pa tako, no, da je nam nekaj, ali pa da smo zelo lačni, ali pa da nam je vroče, ali pa tako. Tako da ja, od malčkov pa dostikrat pričakujemo, da bojo zelo veliko. Ja. Da bojo znali počakati, kadar so že zelo utrujeni in zelo lačni, da bojo znali počakati brez da norijo, zato da mi v miru do konca skuhamo, zato ker smo pa živčni in imamo že polno glavo vsega. Ja. Pol v bistvu in od sebe in od malčka pričakujemo nemogoče. No, ne? In pol sebe krivimo in malčka krivimo ali pa malčka krivimo in pol se slabo počutimo, ker smo malčka krivili. Namesto da bi sam sebi pa pač malčku priznali, vsega je preveč danes. In pogledali, kako lahko jutri mogoče drugače zastavimo dan, da ne bi prišel do tega, da bo preveč, ali pa sprejmemo to, da so pa situacije, ko bomo imeli preveč in je to pač del življenja in probamo v tistem trenutku ne delati škode in nekako iti čez to, brez da se pol ali na malčka spravljamo in ne nazadnje tudi na sebe, a ne? Ja, se ti večkrat tudi poudarjaš to, pač, ker mi dostikrat se pač zelo primerjamo avtomatsko, a ne.
mame tudi z drugimi mamami ali pa na Instagramu in tako. Pač, da idealnih staršev ali pa tako, a ne zelo poudarjaš to, no, da smo prepogosto pač kritični do sebe oziroma želimo eno idealno, mogoče na Instagramu, kdaj vidimo idealno verzijo brez celostne slike, ne vidimo le delčke, a ne nekoga, ki je pač se odločil, da bo te delčke, a ne vidimo pa celostne slike, pa mogoče ali pomoči, ki ima tista oseba ali pa kakorkoli. Ja, in pol si, mislim, če pogledam svoje stranke, a ne, te stranke pol si vzamejo delčke različnih mam na Instagramu, a veš, ne samo sploh ene, a veš. Bi vzeli pač tebe, ki poleg službe snemaš podcaste, pa mene, ki imam svetovanja in delavnice, pa nekoga, ki doma pripravlja veliko za ustvarjati in nekoga, ki doma, ne vem, 3-krat na teden peče svež kruh, a veš, tako različne in pol si to sestavijo, kaj bi one vse mogle. Ja, še to, ja. A veš, ne vzamejo samo ene osebe, ampak tako naredijo tak mozaik, kaj bi bila idealna družina, idealna mama, idealen otrok in so tu toliko nemogoča pričakovanja do sebe, da je tako, no. In seveda je pol človek razočaran, ker si mora priznati, da tega ne more doseči. Na eni strani je to olajšanje, a ja, si tega se ne da, na drugi strani pa je veliko razočaranje, do katerega spet težko pridemo, zato ker je to ranljivost. Če moram jaz sebi priznati, da nečesa ne zmorem. Kako pa pač kot starši lahko najbolj pač delamo, tako kot si že prej rekla, okay, da pač poskusimo imeti zagotovljene te osnovne fiziološke potrebe, kakor so spanje, potrebe po gibanju, pač pa da nismo lačni, žejni. Kako pa lahko na ta čustven del, ker večina naše in še starejše generacije tudi sami niso imeli, pač niso smeli še bolj izražati čustev, pa pač tudi manj se je o tem govorili, pa vse. Kako pač kot starši poskrbimo, pač na kakšne načine ti priporočaš, ali strankam, ali tako, no. To, da najprej, da se poslušajo, da se slišijo. In pol vprašanje, da si sploh čas vzamejo za to. Ker če se recimo, da je nekdo v službi, ki je danes stresna služba, naporen dan in se je vse nekaj nabralo, a ne? In najrajši bi ta človek ali bi se zdrl na enega sodelavca ali pa na šefa, ali pa mogoče eden ima bolj to, da bi šel laufat, pa dal to ven na tak način iz sebe. In recimo, noč zdaj ni mogoče. Ni mogoče, da greš na sprehod, da se greš skulirati, pač ni lih nekako konstruktivno, da se na nekoga zdereš, da si pač res sem napeta, kaj zdaj lahko naredim. Pač zato, ker nimam 2 ur, imam 5 minut, kaj v teh 5 minutah lahko naredim, da bo boljše, preden grem po otroka. Včasih je že to priznanje, da si rečem, nisem v redu, jaz nisem v redu, veliko vredno, kot pa, če gremo direkt pod otroka, ki hitimo, in pa dobimo onega otroka, ki noče sodelovati, ki se težko poveže z nami, zato ker mi nismo prisotni, pa smo zelo napeti in pol mogoče ta otrok nekaj naredi, ker nam še do konca pol poči živc, pa na otroka znorimo. Kot prvo tudi, da si priznamo, da se nam nekaj dogaja. In če ne znamo povedati, kaj je v redu. Ker 3 osnovna vprašanja, pa ne samo pri čustvih, pri nekih telesnih občutkih so, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ. In to se mi učimo skozi izkušnje. Otrok pač začne jokati, mi mu rečemo, lačen si, počasi začne on to povezovati, pa ponavadi če rečemo trebušček, trebušček je začne kruliti, lačen si in pol je, in kadar ima dovolj in začne hrano ven pljuvati, obračati glavo stran, a zdaj imaš dovolj, trebušček je rekel, da zdaj si sit. In se je tako naučil, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ. In tako je tudi pri drugih telesnih občutkih, se pravi lahko čustvih, se skozi to učimo. Zdaj, za nas, ki nismo bili še toliko vzgajeni na način, da bi bila čustva sprijeta, imamo pol težavo, ker ne vemo, kako smo, ker nam nihče ni povedal. Pač vemo samo, da nekaj ne štima, ker nekaj občutimo v telesu. Še najmanj pa vemo, kaj potrebujemo. Zato, ker če nečesa nisi dobil, potem ne veš, da to potrebuješ.
če tebi tista učiteljica ne bi rekla, lahko jokaš, Mhm. ne bi vedela, da si ti potrebovala dovoljenje za jok, ker je to prišlo skozi izkušnjo. Ja. Tako da, a ne, da če imajo starši veliko nekih izzivov s tem, kaj s svojimi čustvi pa občutki, je pol primerno, da grejo na neko psihoterapevtsko obravnavo, psihološko svetovanje, nekam, ker mu nekdo pomaga razumeti, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ. A ne? Ja, to je pa včasih pol tudi izziv, kaj mogoče damo drugim stvarem in finančno prednost in časovno mogoče imamo pol lahko kakšne izgovore, ali kako naj rečemo, narekovaju. Pač, da nam je včasih težko pač poiskati to psihoterapevtsko pomoč. Tako mogoče, razmišljam, lahko nekaterim, da pač druge stvari kot prioriteto, pa sej ljudje imamo različne finančne zmožnosti in to ne bom. Ampak mogoče pač tudi tisti, ki bi lahko, da je včasih vseeno to, kar korak izziv, pač si določene čustva ali pa priznati, ali kako naj rečem, pač kopati po sebi je včasih tudi zelo težko pa naporno. Ja. Pa tudi kakšne travmatične izkušnje lahko vam pridejo. To je res, ne, da že sama psihoterapija ni samo tista ura, ko si tam, ampak je pol še to treba zintegrirati. A ne, in to prenašati v vsakodnevno življenje. In res je lahko veliko finančno breme. In v tem primeru pa dajmo se vsaj pogovarjati z nekom. Nekomu povedati. A je nekdo, ki zmore prisluhniti? A lahko za začetek mogoče vsaj sebi povemo. Da si povemo, kako smo. Naprimer, ne vem, nisem v redu. Kako to vem? Ker me nekaj tišči tukaj. Kaj potrebujem? Pojma nemam. Ampak smo si, nekaj smo si povedali, nekaj smo si priznali, dali smo si čas, da sploh gremo v telo in smo malo s temi občutki, da probamo razumeti, kaj potrebujemo. Ker če mi pri sebi tega ne razumemo, kako bomo potem pri otroku to razumeli? Kako bomo otroka naučili, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ? Je v bistvu to osnova, da pri sebi vemo. Pa tako, kot smo že prej, da telo nam običajno prvo pove, oziroma tako, kot si ti rekla, te telesni občutki, da najprej začutimo v telesu, da nekaj ni okej. Ja, pa res, kako bomo res otroku znali to tako povedati, pokazati. Pa greva zdaj še malo na otroka, kje so pa tiste osnovne, temeljne potrebe, bi rekla, čustvene otrokove. Bi mogoče, se mi zdi tako, da iz dveh pol vse naprej izhajajo. Ena je ta, da ima občutek, da mi z veseljem skrbimo za njega, oziroma mogoče ta skrb je že tako, veš, ki pri nas je skrb tudi to, da te nekaj skrbi, mogoče da ga z veseljem negujemo, da nam ni odveč, da nam ni v breme, da z veseljem naredimo za njega tisto, česar ne zmore sam. To je na eni strani, in na drugi strani, da je dobrodošlo tudi to, da pa on pokaže svoje interese. Pa to, kaj on želi, kaj on hoče, kaj njega zanima. In iz teh dveh pol nekako gre vse naprej. Ta prva je toliko bolj, mislim, ta povezanost, in to, skozi to povezanost mi otroku damo vedeti, da smo ga veseli, da smo radi z njim, in spet na drugi strani to, da pa njegov interes, ko se mu oči zasvetijo, da mi da v tudi bistvu opazimo. sprejmemo, pa še negujemo pa naprej v bistvu ta njegov žar v očeh, oziroma tiste aktivnosti. Tako. Ja, lepo. Kaj pa za otroka najbolj, ta prekinitev odnosa z nami je verjetno najbolj, pač najhujš, kar se pač glede čustveno lahko zgodi. Meni, da se mi je ful dotaknil na Instagramu, ko si pisala o enem primeru, mislim, da je lastnem, boš povedala. Dečka, ki so pač v trgovini ga
pač kukar pustili samega, če sem prav razumela, in si ga potem ti potolažila in nekako do staršev. A boš mogoče kar ti razložila? Pa ni bilo v trgovini, to je bilo neki zunaj na enem travniku. Ampak pač oni so hoteli, da grejo in ta deček, ne vem koliko je bil star, 2-3 leta, pač ni želel iti. In ker babica in mami nista vedela, kako bi ga spravili v svojo smer, no pa tukaj ostani, bo že prišel. In v enih otrocih to sproži alarm in je tako, in začnejo laufati. In so 1, 2, 3 pač... Mami. Tako. Eni pa ne. Za tega dečka, tako, kar bi jaz rekla, da je bila ta situacija čist preveč. In ni zmogel, če bi račal v tisto smer, ni zmogel. Pač on se je sesul, ker mu je bilo preveč in je tam bil sam sredi unega travnika in jokal. In za otroka je to, da ga mi pustimo, ali pa da to ni nujno, da ga mi zapustimo, pa gremo stran. To je lahko smo mi zraven, pa ga ignoriramo. Se delamo, da ne obstaja. Ima to čisto enak efekt. To je v bistvu, otrok ve, da sam ne more preživeti. In on je zdaj sam. On je v svoji izkušnji življenjsko ogrožen. Mi lahko vemo, da je on varen, ker je zraven nas v istem stanovanju, mogoče celo v istem prostoru, ali pa pač na travniku 3 metre stran, pa nobene neke nevarnosti zraven. V otrokovi izkušnji to ni tako. V otrokovi izkušnji je, ojej, jaz bom umrl. Samo v bistvu tisti deli možgan vklopijo amigdala. Pač jaz nisem vedela, ne do tega dečka grem, a ga tam pustim, da sam joka, pač zraven moj otrok, ki tako mama joka, ta otrok joka. Pa ne veš, a bo to otroku še večjo stisko spodbudilo, če en neznanc pristopi k njemu, ali ne. Tako da sem šla zelo previdno, počasi, pa ko sem videla, da pač želi stik, sem ga vprašala, če bi šel z mano do babice pa do mame, pa je vstal, pa mi je dal roko, pa sem ga tja peljala. Si je v bistvu uspela tako zelo lepo ta stik z njim vzpostaviti. Ja, ampak mene še zmeraj tu, še zmeraj me je presenetilo, kako je toliko majhen otrok rajši v bistvu eni neznanki dal roko, kot pa ostal tam sam. Ja, te prekinitve odnosa so res tako. Pač, kot si rekla, otrok ve, da sam ne more preživeti in mu je pač tudi v tem primeru bilo lažje neznanki do otroku, kakor ostati sam. Kakor tudi včasih, ko so bile pač še, kot si prej rekla, da včasih ni, da so tudi tista ignoriranja, ali pa včasih so bile bolj tiste tihe maše, da je nekdo pač zameril in ni govoril toliko časa, da v bistvu so to res tudi take prekinitve odnosa, ki so lahko zelo boleče. Ja. Kaj se ti pa zdi, da pač otroci najbolj potrebujejo ob čustvenem izbruhu? Kaj oni pa zdaj pa temeljne čustvene potrebe, pa pač kaj je najhujš za njega, ta prekinitev odnosa. Kaj pa v bistvu, če prej smo že, kako je najbolj pač, da stojimo ob strani oziroma če lahko pač damo prostor za čustva takrat. Kaj oni v bistvu takrat potrebujejo? Prej smo že rekli, da je veliko lažje, če gre žalostjo z jokom ven. Bi še kaj tukaj dodala, kaj oni potrebujejo? Da poslušamo. Da takrat poslušamo njih. Tako. Pa mogoče pač ali da ubesedimo, kar si prej tudi tako rekla, da ubesedimo, kaj bi si želeli. To je že tako z občutkom gledati, zdaj otroku paše, da mi nekaj rečemo, ali ne. Ker najprej poslušati, ker zelo hitro pride do tega, da pol začnemo mi govoriti pa razlagati, zato ker bi mi radi, da otrok razume, ali pa da on ve, da ga mi razumemo, pa da bi nehal. Najprej je poslušati. Super. Kdaj pa se sploh pač smiselno pogovarjati, recimo, ne vem, če otrok mogoče takrat v tistem močnih čustvih reče ali pa naredi kaj, kar se nam zdi neprimerno.
Pa tako, kdaj, pač verjetno v vrhuncu tistih čustev, pa čeprav se kdaj zalotimo, da mi kar želimo razlagati, zakaj to ni smiselno, takrat saj meni zdi, da nas res otroci ne slišijo. Kdaj pa se te zdi smiselno v teh stvarih pogovarjati? Ko smo in mi in otrok v redu. In povezani, pa vidimo, a je otrok sploh sposoben takega direktnega pogovora o tem, kaj je naredil, ker pri enih se vklopi zelo velik občutek sramu, krivde in se od tega nočejo pogovarjati, ne zmorejo. Ne da nočejo, ne zmorejo. Okay? Ker je to za njih preveč. In potem tam iščemo druge obvoze, kako se lahko, povemo, kaj ja, pa kaj ne, ampak kako se bomo od tega bolj pogovarjali, bo pa drugače. Mogoče bo več preko igre, preko zgodb, ne toliko direktno. Ker moramo se tudi zavedati, da odrasli, kadar začnemo govoriti od svojih občutkov, po tem, kaj smo naredili ok, pa kaj bi lahko bilo boljše, kaj ni bilo dopustno, ponavadi začnemo govoriti, kadar se mi odločimo. Ko smo mi pripravljeni. Zdaj pa, kadar se pa z otroki pogovarjamo, pa je ponavadi tako, da začnemo od tega govoriti, kadar se nam zdi, ali pa kadar smo mi pripravljeni. In to zna biti, da takrat pol to vsiljujemo otroku. In da tudi tukaj pristopimo z enim občutkom, z enim sočutjem in da tipamo in tako, da ni da pol ti pogovori o tem, kaj si naredil narobe, kaj bi lahko naredil boljše, kaj ne smeš početi, na kakšen način lahko, da ni nekaj, česar se bo otrok začel izogibati, ampak da bo nekaj, kar mu bo ok, da bo pripravljen o tem pogovarjati na tak ali drugačen način. Da ne pristopimo tako preveč vsiljivo s temi pogovori. Lani si prebrala, meni se zdi, da kar 70 teh otroških knjig o čustvih. Ja. In vem, da mi je zelo ostal v spominu, ker pač si pripravila tudi zelo tak pregleden in pač koristen PDF. V teh knjigah vem pa, da mi je zelo ostal, da se je treba tudi kot starš vprašati, zakaj, pač s kakšnim namenom se sploh pogovarjati tako o čustvih oziroma ali z namenom, da otroku povemo, da je ravnal narobe, ali tako, no, vsaj tako sem si jaz interpretirala, da pač moramo res pri sebi najprej, zakaj si, s kakšnim namenom razčistiti. Ja, sem si prav. Tako, če stranke pogosto, ki pridejo k meni, rečejo, jaz otroku poimenujem njegovo čustvo in pol se nič ne zgodi, ali pa otrok še bolj nori, to pri nas ne deluje. Tako, to pri večina ljudeh ne deluje. Si predstavljam, da če bi bila ti zelo jezna zdaj in bi jaz tebi rekla, ja, Polona, vidim, da si zelo jezna, lahko si jezna. Vprašanja bi kaj pomagalo, ker no. In iz tega pol sklepam, da pri večina ljudeh je pogovor o čustvih namenjen temu, da bi otrok čustva nehal burno izražati. Ok. In če je to naš namen, bomo do samega izražanja čustev pristopili precej obsojajoče, nagnjeni bomo k temu, da spet ne bomo dali prostora čustev, bomo otroka prekinjali med doživljanjem, veliko razlagali, poimenovali čustva, se čudili, zakaj ta otrok še zmeraj to doživlja. Če pa se o čustvih pogovarjamo tega, zato da bi otrok na dolgi rok vedel, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ, bomo pa pristopili drugače. Bomo več spraševali otroka, zakaj se je mogoče začel tako počutiti, kje v telesu je to čutil in kaj mu potem takrat pomaga. Pa tudi, ker si prej tudi omenila poimenovanja, so vseeno verjetno koristna, ampak da smo pozorni tudi pogosto teh prijetnih čustev sploh ne poimenujemo, ker res največkrat rečemo, si jezna ali pa si žalostna, ne vem, razočarana. Kako je sploh po tvojem mnenju pač s poimenovanjem čustev? Je koristno ali ne, pa kdaj mogoče, pa
Ali je res fino, da smo verjetno pozorni tukaj pol tudi na ves spekter čustev. Kot prvo, meni se zdi smiselno, se mi zdi, da najprej preskakujemo korake. Se pravi, mi poimenujemo nekaj, kar otrok sploh še ne ve, kaj je. In on ne more povezati telesnih občutkov in dogajanja v njem z besedo jezen, žalosten. Da začnemo najprej mogoče z opisovanjem telesnih občutkov, pa s situacijo, ki jo otrok trenutno doživlja. Če bi jaz prišla do tebe, pa bi ti rekla, Polona, jaz sem zdaj toliko jezna, a se tebi sanja, zakaj se gre? Ne, ampak to učimo otroke. To učimo otroke, da rečejo, jezen sem, lahko sem jezen, lahko cepetam, boksat bom šel v blazino. Ampak drugi človek na oni strani pojma nema, zakaj se gre. Če bi pa jaz, ne vem, rekla, veš, koliko sem jezna, prej me nekdo skoraj izbil na prehodu za pešce. Je pa že veliko bolj jasno, zakaj. Da to otroku opišemo, da razumemo, kaj se je zgodilo, da se je sploh vzbudilo neko njegovo čustvo. Skozi to se bo otrok bolj počutil razumljenega, kot skozi to, da mi eno besedo povemo. Saj imamo čas, ampak otrok se bo bolj konstruktivno izražal, če bo znal povedati, kaj ga moti, kaj želi, kaj potrebuje, kot pa če zna uporabiti točno določeno besedo. In spet, mi smo že tako ljudje orientirani na to, možgani naši tako delujejo, da najprej opazijo neprijetne stvari. Bolj jih opazijo, bolj jih občutimo, bolj si jih zapomnimo. Zakaj? Ker so bolj pomembne za dolgoročno preživetje. In kadar mi otroku velikokrat rečemo, da je razočaran, jezen, žalosten, frustriran, ne vem še kakšen, spet usmerjamo na neprijetno. Zato, ker čustva poimenujemo, kadar bi radi, da se umirijo. Pa smo spet pri našemu namenu. In pol ustvarimo eno tako klimo, da kot prvo otrok bo zmeraj več neprijetnih situacij že tako opazil, ker bo sam za njih poznal besede, pa ne bo se želel pogovarjati o svojem notranjem dogajanju, ker jih bo povezoval spet z nekimi bolj stvarmi, ki niso dovoljene, z nekimi neprijetnimi situacijami, kadar je naredil nekaj, kar je bilo narobe, kadar je naredil nekaj, kar je bilo za nas naporno. Moramo se pa naučiti tudi videti lepe stvari v življenju. Jih doživeti, jih poimenovati. Kako te to zanima, kako si radoveden. Ne vem, prej sem videla, da si se čisto zatopil v igro, ta igra ti je pa res všeč. Ne vem, začel si kar skakati od veselja, ko si zagledal babico. Veš, take lepe stvari, da bodo tudi to znali povedati, ker je tudi to je pomembno, da znamo z drugimi deliti. Zelo. Nas povezuje tudi. Ja. Lepo si to ubesedila. Pa všeč mi je, ko si dala take konkretne primere. Pa čeprav se mi zdi pomembno, ko pridobivamo dodatna znanja v vzgoji, se mi zdi vedno pomembno, da vemo da je pa, kako naj rečem, da lahko si, tako kot si rekla, lahko si pomagamo s primeri ali pa tako, ampak mogoče kdaj da je tudi, da če gremo, ona je rekla, poimenuj čustva in gremo tako pa tako po spisku, da lahko še slabše naredimo, kakor če intuitivno, bom počakala in da vidim tako. Da je res tudi vsak, bi rekla, da je res treba prisluhniti otroku, ker vsak otrok tudi zgodba zase in tudi upoštevati to, kar ti se mi zdi vedno zelo velikokrat lepo poudarjaš, ta odnos otrok, starš, da oba upošteva se, Recimo, pogosto se mi zdi, na Facebooku ko so razne skupine, večkrat zasledim to vprašanje mamic, recimo ob čustvenem izbruhu malčka pomiriti z dojenjem ali ne, kako ti v bistvu v takih primerih svetuješ. Kaj bi ti svetovala?
če otroka takoj, ko začne on izražati sebe in se pravi govoriti, kaj hoče ali pa česa noče, ga takoj mirimo iz neke naše lastne tesnobe, bo otrok s tem dobival sporočilo, to, kar občutiš, ni v redu. In je zdaj vprašanje, a je to dojenje bilo na pobudo otroka, je otrok že toliko dal ven in je, kako to veš, tega še ne zna povedati, ve pa, kaj potrebuje. Potrebuje dojko, da ga pomiri. Ali je to bilo iz nas, ta otrok zdaj tle vrešči, ne morem tega poslušati, pridi sem. In smo to naredili z zelo drugačnim namenom, pa zelo drugačno energijo. In tudi najverjetneje se otrok, ki mu mi ponudimo dojko, mogoče ne bo želel priklopiti. Ker nisem ti še povedal vsega. Ker ni bilo na njegovo pobudo. Ja, pač mama ne razumeš me, ne potrebujem jaz zdaj dojke. Jaz zdaj pač potrebujem, da ti razumeš, da je meni hudo, ker sem ne vem kaj. Bolj to. In da hkrati pa, če bo pač otrok, vemo, da ne bo cel čas z nami, da bo šel v neko varstvo, da je pa mogoče smiselno počasi podaljševati čas, preden otroku damo dojko. A ne, da on hoče in tako, ja, težko ti je, ne vem, da probamo tudi ga nekako potolažiti brez. A ne? Da mu še zmeraj nudimo povezanost, nudimo mu, ne vem, telesni stik, očesni kontakt, brez dojke. In da bo tako lažje ga kasneje tudi nekdo drug potolažil, ki ni mama. A ne? Ne zdi se mi pa narobe, da mama otroku, ki prosi za dojko in si to želi, da mu jo pač nudi, ker je to res učinkovit način pomirjanja. Ni sam hranjenje, ampak je tudi tako. Hvala za to delitev. Kako pa lahko v bistvu, pač se mi zdi, da včasih padamo v to, da otroka, mislim, damo kot za središče družine. Kako lahko pač poskrbimo, da ne bo temu tako. Pač obe govoriva o tem, da je res pomembno pač prisluhniti otroku, kako ga pa kljub temu, da ga prisluhnemo, ne dati v središče družine. Da v bistvu pač tudi negujemo in hkrati čas zase in za partnerski odnos. Z odločitvijo in zaupanjem, v smislu, da tudi če bo otroku mogoče malo neprijetno, ker bi bil rajši, ne vem, z nami kot z babico, da je pač okej, da mi gremo sami na hiter sprehod, mogoče z otrokom ne moramo iti na ta sprehod, ali pa na zmenek v dvoje, zato da se mi res brez prekinitev pogovarjamo, imamo neke globoke debate, ali pa si mogoče pojamramo o tem, kako nam je težko zdaj, ko je tudi otrok v družini, ker se je vse spremenilo, pa manj spimo, pa tako. Ja, tako da to, da se zavemo, da to rabimo in da se sprašujemo, zakaj tega ne bi naredili. Kakšni občutki, kakšne ideje se nam porajajo ob tem, ko pomislimo, da bi šli v zmenek na dvoje. V dvoje. Zakaj ne bi pač mož pa žena šla skupaj nekam? Kaj je takrat? Imamo občutek krivde, imamo občutek, da noben drugi ne more niti približno dovolj dobro za otroka poskrbeti. Kakšne misli se nam takrat porajajo? In recimo, če se mi dve zdaj tukaj pogovarjava, pa pride en otrok, zakaj bi ena od naju imela impuls, da ta otrok pa ne sme čakati? Dobro vprašanje, ja. Tako lahko potem skozi opazovanje sebe mogoče vidimo, zakaj se nam to vklaplja in ovrednotimo, a je to res, a to ni res. In se vprašamo, kam to na dolgi rok vodi. Kako pa mogoče malo bolj konkretno razloživa za poslušalke, poslušalce, kako pa recimo izgleda, vem, da si tudi na Instagramu o tem pisala, če otroka postavimo v središče
družine. Naporno za njega. Ponavadi je pol tako, da je družina v redu, samo če je otrok v redu. Ker ponavadi on je otrok, ki je v središču družine, mora biti vesel, srečen, navdušen, nasmejan. In predstavljaš si lahko, kakšno je to breme za enega otroka, ki pa doživlja vsa čustva doživlja močno, ampak on zdaj mora biti v redu. Zato, ker mi smo šli pa zdaj na izlet v tisto igralnico, zato da bo on vesel in zdaj pridemo v tisto igralnico, njemu pa nekaj ni v redu. In zdaj imajo potem starši dve možnosti, ali bodo začeli neko zamero do tega otroka gojiti, znači ti ni prav, vse naredimo zate, pa ti še vedno nisi v redu, ali na drugi strani šli še bolj v bistvu v neko pretirano reševanje stiske, ker bo otrok dobil občutek, da ni okej, da mu je neprijetno. A veš, kaj mislim? Ojej, bošček, ti si mislil, da bo drugače, zafrknila sem, daj pridi sem. Če pa ne moreš iti ta prvi potem v toboganu, gremo pa na 3 kepse sladoleda. Ok, karikiram. Ja. A ne, v to gremo, da se pol vse vrti okrog otroka in da v bistvu čustveno stanje staršev postane odvisno od čustvenega stanja otroka. Kar pa sploh ni okej. Ja, pač ni. Tudi kako bi odnos med zakoncama funkcioniral, če ne bosta nikoli sama, če se ne bosta sama pogovarjala, če ne morata do konca povedati drugemu 3 stavke, ne da bi ob tem rekla, zdaj se midva pogovarjala, takoj boš ti na vrsti potem. A ne? Da je pač ta otrok cel čas vmes upada, potem 2 ne morata negovati svojega odnosa, ker potem na dolgi rok vodi v to, da če odnosa ne negujemo, bo pa odnos razpadel. Kar pa je v bistvu pač ker zdrži skupaj našo družino, ki je zelo pomemben. Tako. A ne? In zdaj ta 2 zakonca ali pa pač partnerja veže skupaj še kaj drugega kot le otrok. A se lahko pogovarjata o čem drugem, kar ni povezano z otrokom. Ker hitro pride do tega, ne, sploh če imamo neke natrpane urnike, da že sam logistiko urediti je to, kdo ga gre iskat, kdo ga pelje, kaj to, kaj uno, kaj tretje. Kje pa je čas, da se imava pa midva fajn skupaj, da ne vem, v tišini zreva pred sebe, greva na koncert, v miru spijeva kavo, se pogovarjava od neki XY ideji, neki. Ja, da si kar treba ta čas vzeti v bistvu. Ja, mogoče pač je tako pri novorojenčku je to malo težje, a ne, da s časoma pa pač potem to dobiva tudi več časa pa prostora za to. Super, hvala. Bi mogoče še kaj dodala tukaj, ker se mi zdi, da smo bile kar obsežni, bi še kaj dodala, kaj se tebi zdi, da smo kaj pomembnega izpustili oziroma bi še kaj dodala. Vem, da je drugače zelo obsežna tema. Mogoče to, da čustva so lahko zelo burna, ampak niso nujno stanje. Niso življenjsko ogrožujoča. In da, kadar ima otrok nek buren čustven odziv, da se mogoče na to spomnimo. Okej je. Okej? Ni življenjsko ogrožujoče. On sicer v tem trenutku ima občutek, da je to boj za preživetje, ampak okej je. Lahko se izdihnemo in poslušamo. Okej. Se poslušamo. Da še poslušamo se, poslušam se. Ja. Jaz bi kar s temi besedami zaključila najin pogovor, oziroma pač vabljena, da še karkoli dodaš, če ti pride na pamet, oziroma karkoli. Jaz sem bila res vesela in sem uživala v pogovorju. Verjamem, da bojo tudi poslušalke, poslušalci. In te še kdaj povabim. Hvala, Nina. Hvala, Polona, hvala za vabilo, hvala za tale pogovor. In ja. Super. Se slišimo, vidimo naslednjič.